Vsem nam želim eden blagoslovljeni den v Gospodovoj prisotnosti, pa ne samo tej den, pač pa vsaki den znova uživajmo v njegovoj prisotnosti. Daleko človek uživa v šteronkoli smisle. Ko bi vi pravili? Da je srečen, da je zdrav, da je obremenjene, da je v negotovosti, da ne ve, kako da z določenimi zdravstvenimi težavami, da ima nerešene zadeve, nedokončane stvari, da je kup neplačane računov, pa nega sredstev, leko te človek uživa, da dobi odpoved ali pa ide firma v stečaj, do njega dela in posledično njega dohodka. Prepričani sem, da so to ne situacije, štere bi leko uživali. Ko pa na duhovnom področju našega življenja, kako je pa tom, kdo pa tom leko uživamo? Da smo v šatanskih napadih, da nas pritiskajo stvari in smo v preizkušnje, da vidimo, da doživljamo najdobre stvari, pa ne moremo vplivati na njih, da bi se razrešile, da se nahajamo v situaciji, za katero smo sami krivi in ne moremo iz njej življenje v grehe. Dragi moji, različne so stvari, za voljo katere ne moremo uživati v Božoj prisotnosti. In to je celo naše življenje obremenjeno, doj potisnjeno. Največkrat pa je vzrok tome nerazrešene stvari z Bogom in pa ali z drugim, z bližnjim, s sočlovekom. Naše poglabljanje v Božjo besedo učimo v molitve in tu od molitve, Gospodove molitve, Oče naš. Pogledali smo že, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlje. In zaključek toga dela je nikak bil, toga dela molitve, naj bo Bog po tvoje. Tako smo nikak zaključili tej prvi del molitve in te smo pogledali tudi drugo prošnjo, daj nam danes naš vsakdanji kruh. To je vse zapisano v Mateji 6. tale. Mi imamo vse, ko potrebujemo, ko nucamo in pa leko bi problem imamo še več. In vprašanje za vsakoga med nami, smo Bogi resno hvaležni za vsake grižljaj, šteroga denamo v naša usta. Se resnično zavedamo, da imamo vse od njega. Amen. Dnes smo se doteknili zelo važnega dela vsebine Jezušovega vzorca molitve, ko naj naša molitev vsebuje štero prošnjo in štero odločitev. Tu naj štera prošnja in štera odločitev, tu naj gre v našoj molitve. In stanemo gor in preštejmo Božjo besedo v Mateji 6. tale in pa 12. vrstica. Matej 6, 12. vrstica. Tu tako piše. In odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč, štero se nam tunjal kot naše vodilo za naše življenje, ka bi dosegnili tej večni cilj, večno življenje pri tebe. Pomore nam razumeti to, kot ti praviš, in to sprejeti v svoje življenje in to tu živeti. Dotekni se vsakoga, šteri posluša tvojo besedo in daj nam modrosti, ka živimo vsikdar po njej. Amen. Amen. Leko zavzemete nazaj svoje mesto. Prešteli smo del molitve, za šteroga leko povem, tako leko povem, ka se ga ne zavedamo zadosta. Pač pa je to dostakrat samo izgovorjena beseda. Odpusti nam naše dolge, to še izpovejmo
to še izpovemo nekako v iskrenosti, v resničnom pričakovanju toga, ka nam naj Bog odpusti naše grehe. In naše razmišljanje v toj smeri se največkrat tu konča. Odpusti nam Bog naše dolge, naše grehe. Kaj je to pravzaprav dolg? Znaš to, kaj je dolg? Imaš to med vami kakšen dolg? Izvirna grška beseda pomeni tu isto to kot greh. Kaj bi se ležej predstavljali, si zamislimo, kad smo se zadolžili, naprimer pri enoj banki in naš dolg se vsaki dan samo povečuje, nemamo pa nikše možnosti, kaj bi to plačali. Naša krivulja ide vse niže in niže. Ide doj in doj in doj. Smo tik pred tem, ka popolnoma bankrotiramo. Jezus je v Matej 18. tale pravo eno takšno priliko od človeka, šteri se je tok zadolžil, ka je kralj, tisti gospodar, je sklenil udoti njega in vse njegovo, ka bi se poplačal njegov dolg, kjelko 10 gezarov talentov. Znate, če bi se vse to oddalo, bi ne bilo zadosta, ka bi se tej dolg poplačal. Tej človek je bil v situaciji, gdje ne bilo nikšega izhoda več. Popolni bankrot. In tej človek je videl samo še edino možnost, edino priložnost je videl za rešenje svoje situacije. In to štejmo v Mateju 18. tale 26. veršoš, tok piše, služabnik je tedaj padel preden in ga prosil, potrpi z menoj in vse ti povrnem. Tu je izražena ta molitev, odpusti nam naše dolge. Tu je izraženo to, ko Jezus pravi v molitvi Oče naš. In pogledamo, kako reagira tej gospodar, 27. veršoš. Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil. Tu so zajete 3 Božje karakteristike, štere se moramo zavedati v našem odnosu do njega. Kot prvo Božje usmiljenje in te dole Božja oprostitev in Božje odpuščanje. Pogledamo to prvo točko, usmiljenje. Usmiljenje, to pomeni, kad se Bogu človek smili v njegovom grešnom stanju, v stanje njegove zadolženosti. Tisti človek iz prilike je bil svojome gospodare dužen, ga sam nikak tok preračunal, 60 milijonov dni dela. 10 gezarov talentov. Eden talent je bil vreden 6 gezarov dni dela. Skupni znesek dolga je bil za 164 gezarov let življenja. Si leko to zamislimo? Ali bi te človek leko kdaj odplačal svoj dolg? Nikdar, nikoli. In da je tej gospodar videl, da je tej gospodar spoznal, v kakšnej situaciji je tej človek in je videl tu njegovo ponižno prošnjo. Ko je te napravo? Te je toga gospodara preplavilo eno usmiljenje do njegove situacije. In druga stvar, ko je tej gospodar napravo, on ide ještě dole, ne samo, kad se njime tej človek smilo, poč pa je ta druga stvar, ta druga točka je oprostitev. To je naslednja stopnja in pomeni
in pomeni, da tej človek več ne bil pod drobnogledom, lahko bi tako pravo pod kontrolo računskega sodišča. Gospodar ga je v tom trenutku vzel pod svoje okrilje. Aleluja. Vzel ga je pod svoje okrilje, pod svojo zaščito. In to pomeni, dragi moji, kaj več se njime ne trebalo božati izterjevalca, šter bi prišel, kaj bi izvršil to, ko je tej gospodar v začetku izpovedal. In tu se tej primer ne zaključil, pač pa obstaja še naslednja stopnja, še tretja stopnja obstaja in to je odpuščanje, ko pa pomeni izbris dolga. Izbris dolga. Gospodar je šel tako daleč, kaj je na svoja pleča v svojo škodo pozabo 80 let 2,54 ljudi dela. 80 let dela 2,54 ljudi. Celo svoje življenje, če bi 2,54 ljudi delalo za njega, to je bila vrednost, štero je bil tisti eden služabnik dužen tome gospodare. Se lahko to zamislimo, dragi moji? Odpusti nam naše dolge. Dragi moji, naš Bog je Bog odpuščanja. Naš Bog je Bog odpuščanja. V Efežanom 4:32 veršoš je Pavel prišel do ene ugodovitve, kad nam je Bog milostno odpustil in zakaj je to včinil? Za volo Jezušove žrtve na križi. Za volo Jezušove žrtve na križi. In te 3 točke imamo vsikdar na ume v našem življenju. Božje usmiljenja. Bog je Bog usmiljenja. Bog oprosti tistoga, štere pride k njemu, in Bog odpušča. Ali v Jezušovom vzorcu molitve je odpusteno naše dolge samo prvi del. Samo tej prvi del. Ta molitev se tu nadaljuje. Ta molitev ide tu dole. Molitev se nadaljuje, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. Prej smo videli, kakšen je Bog, zdaj pa poglednemo, kakšni smo mi ljudje. Kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. Večkrat sem že povdaril eno načelo, tvoj odziv je tvoja odgovornost. Kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. Tu je pravzaprav izraženo to vse sodelovanje ali to vzajemno delovanje Boga in pa človeka. Eno brez drugega ne ide. Eno brez drugega je nemogoče. In če idemo nazaj na Jezušovo priliko iz Mateja 18, tom glih zasledimo to vzajemnost, te odziv človeka na Bože usmiljenje. Kako je odreagiral tisti človek, šterome je bilo tjavko odpuščeno? Kako je odreagiral? Bar pogledamo Matej 18 pa 28 veršoš. Tu piše ena tragična stvar. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan 100 denarjev. Znate, kakšna vrednost toga? Vrednost za 100 dni dela. 100 proti 164 gezarov let. In dole te poglednemo poročilo od toga, ko se je zgodilo. Zgrabil ga je, da vil in rekel, vrni
kar si dolžan. Dragi poslušalec, ali nej tu govora tu o mojom in tvojom življenju. Od naših reakcij, ali ne postopava jaz in ti dostakrat podobno, kot tej služabnik. Odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. Dragi moji, zavedajmo se še ene stvari. Gospodar, da zvedo za naše postopanje. Gospodar, da zvedo za moje, za tvoje postopanje. Moje, tvoje dejanje ne ostane skrito pred njim. Par pogledamo dole, ko piše Matej 18:31 verš, što piše, ko so njegovi soslužabniki videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli so svojemu gospodarju povedati podrobno, kaj se je zgodilo. Dragi moji, leko bi pravili, kad tu pride, tu v toj priliki Jezus praktično razlaga tej del molitve Oče naš, od šterega si dnes pogočavamo. Matej 18:32 ide dole tej tekst, ta prispodoba, štero je Jezus pravo. Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel. Znova na sceno stopa gospodar. Tej nebeški gospodar, hudobni služabnik. Ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe? Odpusti nam dolge naše, kot tudi mi odpuščamo dolžnikom svojim. Jezus je tu v Mateju 6. tale razložil Božji princip delovanja. 6. verš što piše in pa 15. verš. Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. In dole razlaga te prošnje, če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov. Prej sem že omenil besede, pravzaprav ugotovitev apoštola Pavla, štero preštenj tu ob zaključki. V Efežanu 4. tale, 31. pa 32. veršoš so tako zapisane Pavlove besede. Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. In te zaključek, razplet, bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Aleluja. Ali ne naš Bog čudoviti? Dragi moji, tu znova vidimo, ka eno brez drugega ne ide. Brez drugega, ka to povem, našega dela, njega prvega Božjega dela. Brez te povezanosti nas z Bogom in Boga z nomenega prehoda iz bankrota na zeleno vejo. Iz bankrota na zeleno vejo.
Dragi moji, Bog je dober Bog. Odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. Amen. Nebeški Oče, hvala je Tebi za Tvoju drago svetu reč. Hvala je Tebi, kad si nam jo tunjal kog vodilo za naše življenje. Ga te prosim za moje osebno življenje, za življenje mojega doma, za življenje vsakoga posameznika, za življenje vsakoga poslušalca. Nebeški Oče, prosim Te, daj nam moč odpuščanja, takšno, kakša je v Tebe. Kamo tu mileko odpuščali in ne držali zamere, ne držali stvari, štere nas motijo, pač pa kamo živeli v enom čudovitom odpuščanju, takšnom, kakšno je Tvoje odpuščanje do grešnika, štere svoj greh pripozna. Amen. Amen. She